V Mestni občini Maribor nismo samo razočarani, ampak ogorčeni nad ravnanjem lastnika karoserij, gospoda Vnuka, ki je obljubil trikrat, da bo prišel na razgovor na občino, zato da bi mu skušali pomagati reševati težek socialni problem njegovih delavcev in njegove firme. Kljub zagotovilom ni prišel, kar kaže na njegovo neodgovornost in neresnost in nezaupanje ljudi, svojih delavcev v njega in v firmo. Karoserija Maribor bi lahko dobila ponudbo od nemškega vlagatelja, da bi v okviru dosedanjih pogajanj ta vzel v najem prostore, opremo, 30 zaposlenih takoj in še 10 do konca leta. Vendar lastnik ni pristal na te pogoje. Skratka, v naši občini ne vidimo več priložnosti za to, da bi lahko pomagali lastniku, ampak, kot že rečeno, apeliramo, tako kot že doslej, na ustrezne organe od inšpekcijskih služb dalje, da storijo svojo nalogo. Mi iščemo rešitve v okviru zakonskih pristojnosti, ki jih občina ima. Teh sredstev ne moremo dati zasebni firmi, ampak iščemo možnost vseeno, da bi preko županovega sklada videli, kakšne so te možnosti objektivne, in to bo znano prihodnji teden. Sami izbrani novinarji ste videli odnos lastnika do vas, do Mestne občine Maribor, še posebej pa do nas. On se noče niti z nami pogovarjati nič, ne, in nam ne da niti najnujnejših stvari, tistih, kar smo si zaslužili, ne. Se pravi, oddelali smo mu 2 meseca, 2 plači in vse ostalo tako, da so delavci, bom rekel, na dnu, na socialnem dnu, da nimajo niti za preživetje več, niti za kruh, niti za prihod na delovno mesto. In na takem dejanjem smo razočarani, mi smo navajeni na tega dejanja, ker zmeraj, kar je obljubil, nikdar ni tega držal. Zmeraj je svoje podpisal na papir, bilo kaj nam je podpisal, ker smo imeli 2 stavki, 2-krat nam je obljubil, da nam bo izplačal in nikdar se tega ni do konca držal. Zmeraj je prišlo samo do tega, da nas je privabil v firmo, da smo delali spet za denar, ta mali denar, dobro, kaki denar je, ampak zmeraj je bil on na koncu, ni še tistega dal, kar je obljubil.